Spoštovane sodržavljanke in sodržavljani. 23. decembra 1990 je zbrana gruča nadobudnih ljudi pri cerkvici na Svetem Jakobu nad Medvodami z navdušenjem pričakala rezultate plebiscita. Malo po polnoči se jim je na praznovanju pridružil celoten slovenski politični vrh z jasnim sporočilom: zdaj gre za Slovenijo. Plebiscitarna odločitev je presegla sanje narodnega prebujenja ter v enotnosti prvič v zgodovini povezala pravzaprav vse Slovenke in Slovence kot narod, ki si zasluži svojo lastno državo. Kaj zasluži? Zahteva. In je zanjo pripravljen darovati tisto najbolj sveto, življenje. In tako, kot se je porodilo rojstvo nove mlade Slovenije, tako se je krepila narodna samozavest ljudi, ne glede na starost, socialni položaj, spol in ideologijo, v enotnosti in enkratnosti zgodovinskega trenutka, ki ga ne smemo nikoli pozabiti. Zlasti danes, ko se ves svet sooča z globalnimi podnebnimi in družbenimi spremembami, ko se stari vzorci razmišljanj in vrednoten razblinjajo vsakdanju ljudi, ko se kruši zaupanje javnosti v politiko in politike, je pomembno, da znova stopimo skupaj kot en in enoten narod. Pred nami je pomembna in zahtevna naloga, in sicer kako naj popravimo številne družbene krivice in neenakosti, ki so se nabrale v vseh teh letih samostojnosti. Uvedba pokrajin v Sloveniji je lahko eden takšnih novih pozitivnih procesov, ki bo aktiviral državljane, lokalne skupnosti in državo v želji, da se poslušamo in slišimo. Decentralizacija, debirokratizacija in deregulacija, same težke besede, ki ne pomenijo ničesar, če jih ne vživimo z dejanji. Torej z akcijo. Dejstva so v nebo vpijoča. Podeželje se prazni, mladi odhajajo v tujino, starejši životarijo na pragu revščine, mesta se dušijo v prometu, dolge čakalne dobe uničujejo zdravstveno kondicijo prebivalstva. In tako bi lahko naštevali v nedogled. Odločanje o ključnih družbenih vprašanjih ter projektih moramo vrniti ljudem. Za svoja nedejanja in dejanja moramo vsi skupaj končno prevzeti odgovornost. Spoštovane sodržavljanke in sodržavljani, pred stoletji se je naš rod takole na višavah ob cerkvah stiskal v prošnjih Bogu v hudih stiskah, ko so nas tlačili, ropali in morili tujci. Sedaj se zbiramo tukaj v hvaležnosti Bogu, da smo si izborili svobodo in lastno domovino. Danes smo gospodarji na svojem, ampak to ni samo po sebi umevno. In zgodovina je prevrtljiva kača. Poučimo svoje otroke, da vedno ni bilo tako. Poučimo svoje otroke, da cena svobode je velika. Poučimo jih, da spoštujejo tisti rod, ki je bil pogumen, vztrajen in je izpolnil vizijo in željo našega naroda in nam po tisočih letih priboril lastno državo. Ohranimo spomin na tiste velike dni, poveličujemo ga in ohranimo spomin na tiste ljudi, ki so si takrat upali. Spoštovane sodržavljanke in sodržavljani, želim vam veliko sreče v prihodnosti, pa ne samo vam, ampak vsem Slovencem, kjerkoli že so po svetu. Naj Bog živi ta maloštevilni, ampak kleni slovenski rod. Srečno Slovenija! Mislim, da se enotnosti treba naučiti, tako kot se je treba naučiti živeti v demokraciji in svobodi. Verjamem, da bo naše ljudstvo v teh dneh v prihodnosti našlo neko skupno pot, neki skupni imenovalec, in če se ne bomo mogli dogovoriti sami, nas bo usoda zbližala. Slovenci smo znani po tem, da 100 Slovencev, 100 različnih misli, ampak takrat, ko zgodovina pripelje take težke preizkušnje, velike dogodke, takrat pa znamo stopiti skupaj. In verjamem, da bomo to tudi v prihodnosti.